Evo, to bi bil pa zdaj še tisti dodaten video oziroma dodatek, bonus, ki sem ga obljubil. Zdaj, ko je projekt končan, ko bo magistrska zagovorjena, ko bo magistriral, bo treba začeti delati oziroma si služiti denar. Ni me strah službe, ni me strah dela. To mi bo nek nov izziv. Sprašujem se nekaj drugega. Kaj bi rad delal? Kaj si želim? Kaj me veseli? Kje se vidim v prihodnosti? To je pa zdaj drug problem. No, zdaj bo ena globoka ven prišla. Čez dalje bolj razmišljam to, kar se je moj dober prijatelj spraševal pred dobrim letom. Kaj je smisel življenja? Rekel je, itak na koncu umreš, zakaj bi sploh karkoli delal? Vse bo zaman. Kar naprej si je postavljal to vprašanje in tudi mene vprašal, takrat mu nisem dal najbolj popolnega odgovora, ker se nisem niti orang poglobil v to. Niti vedel nisem, kaj točno hoče s tem vprašati. Zakaj se to sprašuje? Jaz sem imel jasen cilj, kaj hočem, kaj delam in to je bilo to. Zdaj, ko so ti cilji doseženi, zdaj je pa druga zgodba. Zdaj sem jaz v tem obdobju, ko si postavljam to vprašanje. V bistvu še eno drugo, ki je rahlo povezano s tem. Zakaj denar ne leti iz lufta? Pa bi lahko bili vsi srečni. Ljudje smo si sami postavili sistem, v katerem živimo in katerega del smo. Žal opažam, da precej ljudi, ki delajo zato, da preživijo. Bolj bi mi bilo logično, da kar delaš z veseljem, da uživaš, si srečen, se dopolnjuješ, nadgrajuješ. Denar pa bi mogel priti z vsem tem, z vso vztrajnostjo in izkušnjami ter znanjem, ki ga pridobivamo. Življenje je samo eno in na koncu se mi ne zdi nič bolj pomembno kot to, kako si ga živel in ali si bil srečen. Recimo, zakaj je pes skoraj vedno srečen? Zato, ker živi v tistem trenutku za tisti trenutek. On je vesel sam, da je s človekom in da se nekdo ukvarja z njim. On ne rab nič drugega, razen osnovnih potreb, ampak to je to. Ok, jasno mi je, da ne morejo vedno vse biti popolno in vse vrhunsko in vse zavito v srečo, tako kot hočejo nekateri prikazati na Facebooku ali pa na Instagramu. Tako kot v tem projektu, skozi so neki vzponi in padci, nikoli ni ravna linija. Nekako se mi zdi najbolj pomemben, da na koncu, če vse skupaj sešteješ, tisti padci ne smejo premagati vzponov. Moj odgovor na prvo vprašanje, kaj je smisel življenja? Rekel bi, sledi svojemu srcu, svojim sanjam, delaj, kar te veseli in usrečuje. Konc debate. Kar se sliši zelo preprosto. Žal pa je res, da brez denarja danes ne moremo živeti. Sicer bi bil to super odgovor. Že če bi to zadoščalo in bi bil od tega prihodek, bi bilo kar nekaj mojih odločitev v preteklosti, sedanjosti, pa tudi verjetno v prihodnosti drugačnih. Kako lahko še bolj napredujem, gradim na tem še naprej, se še izpopolnjujem, če vem, da iz vidika amaterskega športa in tega, kar počnem, je le izguba in ne prihodek. Že res, da imam to srečo, da mi je ustrezna smer, za kar sem se izobraževal. Že v času tega projekta sem si to možnost pustil za rezervo, da bom lahko delal, za kar sem se izobraževal, ko mi bo v športu povsem spodletelo in ko se bom odločil iti v službo. Potem bom športal še naprej, ampak bo to postalo sekundarno. Ravno zdaj je ta trenutek, ko bom moral sprejeti odločitev. Ampak a to pomeni, da sem točno sedaj v tem odločilnem trenutku popustil in ne vztrajal še naprej, kot je bilo povedano iz strani uspešnih motivacijskih ljudi? A bi mogel zdaj dati vse od sebe in analizirati vse možnosti in sprejeti odločitve, kako bi lahko še naprej delal to, kar me najbolj veseli na prvem mestu? Obstaja cel kup slik, ki sem jih videl, kako ljudje sledimo sistemu, ker so nas tako naučili, ker so nam to ubili v glavo. In včasih se tudi jaz bojim biti drugačen. Po drugi strani pa nas ravno to dela različne in zanimive. No, ne glede na vse, prav se mi zdi, da se zavedam vseh možnosti in predvidenih posledic, ki sledijo.
ne glede na trenutno stanje, na moje odločitve in prihodnost, ki prihaja, oziroma ne ki prihaja, prihodnost, ki si jo bom gradil, prihodnost, ki si jo vsak sam gradi, ne glede na odločitve, ki jih sprejmemo. Če se naučimo poslušati sami sebe v vsakem trenutku in če smo nesrečni, lahko spremenimo cilje. Ne smem se bati napak in sprejemanja napačnih korakov. Zdi se mi, da je korak v napačno smer ob pravočasnem odkritju napake še vedno boljše, kot pa ves čas stati na mestu in se ne premikati. Nobena izkušnja ni slaba izkušnja in ne smem se bati sprejeti novih odločitev. Ne nazadnje pa sem lahko vesel, da imam ob sebi takšne ljudi, ki ti vedno povejo svoje mnenje, svetujejo in pomagajo, v zameno pa jim vrneš enako uslugo. Morda pa v službi ugotovim oziroma najdem še boljši način, kako bi lahko še naprej primarno gradil samo v športu in kasneje zamenjam primarni in sekundarni pomen. Ja, to bo to, ziher. Odprte oči, poslušati samega sebe, strmeti k ciljem, se ne bati improvizirati in se ne bati biti drugačen. Zavedati pa se moram tudi tele misli, ki jo je povedal Dalaj Lama. Človek žrtvuje svoje zdravje, da bi prišel do denarja. Nato žrtvuje svoj denar, da bi si povrnil zdravje. In nato je tako tesnoben glede svoje prihodnosti, da ne uživa v sedanjosti. Rezultat tega je, da ne živi niti v sedanjosti, niti v prihodnosti. Živi, kot da ne bo nikoli umrl. In nato umre, ne da bi kdaj zares živel. S tem videom sem pokazal še zadnji košček trenutnega notranjega razmišljanja, ki se je pojavilo kljub uspešno doseženemu cilju. Zdaj bo treba začeti delati na novih ciljih. S tem se je zgodba projekta 365 končala in na novo se bo odprla prazna platnica nove zgodbe.